Dober dan, to je N1 studio. So razmere na področju nezakonitih migracij res tako zaostrene, da bo aktualna vlada posegala po enakih rešitvah kot prejšnja? In to čeprav je Robert Golob napovedal, da bodo delali drugače. V koaliciji se je močno zaiskrilo, ko so ministri, ne da bi vedeli, o čem glasujejo, prikimali mnenju Janševe vlade, da so določbe zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti skladne z ustavo. Nevladniki zahtevajo odstop notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Koalicijska Levica pričakuje, da bo vlada mnenje spremenila. Kako je to gradivo nastalo? Je bilo res skrito in neusklajeno? Zakaj notranje ministrstvo vztraja, da sporne določbe zakonov niso protiustavne in da jih država potrebuje? Z nami je državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve, gospa Helga Dobrin. Dober dan, dobrodošli na N1. Dober dan, lepo pozdravljeni. Pa če začneva v bistvu kar s tem odmevnim vladnim mnenjem in bova potem podrobneje razložila razloge zanj. Vi sicer niste avtorica tega mnenja, kot vem, zakaj javnost še vedno nima vpogleda vanj. Sklepi vlade so javni, to mnenje je zdaj potrjeno že 2 tedna, vaše ministrstvo pa zdaj po naših informacijah o njegovem posredovanju še vedno opravlja presojo po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Zakaj ga torej javnost ne more videti? Naše ministrstvo postopa po ustaljenem postopku, kadar se pač informacije javnega značaja zahtevajo. Zato v bistvu morajo steči določeni postopki in ko bo to, bom rekla, presoja dana, bo tudi mnenje javno objavljeno. Kdaj pa ne bi se to zgodilo? Lahko to pričakujemo v kratkem? V kratkem, zagotovo. Nekaj dni verjetno? Verjetno, zdaj točno težko rečem. Kaj pa je zdaj v tem mnenju? Vemo, da gre za mnenje vlade o zahtevi 36 poslancev iz prejšnjega mandata, ko so bili v opoziciji. Zdaj jih je kar nekaj v koaliciji, celo v vladi so. Izpodbijali pa so nekatere določbe iz zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti. O zelo podobnih določbah je Ustavno sodišče enkrat že odločalo in jih zaradi protiustavnosti razveljavilo. Potem je prejšnja Janševa vlada poskusila še enkrat in uspela zakon sprejeti. Kaj je torej v tem mnenju? A ste se vi v njem opredelili do ustavne odločbe, ki že obstaja z tega področja, bom tako rekel? Glejte, ta pobuda naslavlja 2 člena v zakonu o tujcih. Te 2 člena se nanašata na trenutek, ko v državi nastopi tako imenovana kompleksna kriza, ki je določena v zakonu o vladi. In če pride do take situacije, to pomeni, da smo mi v tem trenutku v situaciji, ko država več, bom rekla, ni sposobna zagotavljati azilnih postopkov. In v takem primeru država tujce, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, napoti v varno državo. Gre se za ta postopek. Zdaj, v mnenju, ki ga je Ministrstvo za notranje zadeve izdelalo, smo se pač do teh določb opredelili in tako kot je običajno, smo se pač opredelili do navedb pobude. Niste se pa opredeljevali do ustavne odločbe, ki že obstaja? To ni običajno, da bi se, bom rekla, opredeljevali do nekih preteklih postopkov. Opredelili smo se do tega, kar je bistveno, to je do navajanj pobude. Je pa seveda v tem mnenju tudi navedeno, da je Ustavno sodišče pač o tem že odločalo in takrat izrazilo pač določene usmeritve, v čem je bila težava. Te pomanjkljivosti so bile tudi za novelo že uvedene v postopek, tako da ja, to pa je navedeno. Ja, Ustavno sodišče je odločilo leta 2019 z 8:1, zapisalo je zgolj dejstvo, da država predaja posameznika drugi državi članici EU, ne more vplivati na obseg zaščite, ki ga zagotavlja ustavno načelo nevračanja. Med drugim so to zapisali. Ali ta zadnja različica zakona o tujcih je kakorkoli drugačna in odpravlja to, na kar je opozorilo Ustavno sodišče takrat 2019? Ja, seveda, to je bilo odpravljeno z novelo. Takrat se je v bistvu naslavljalo, da pač prosilec, bom rekla, nima možnosti izpostavljati individualne okoliščine, bom rekla, ki mu po njegovih trditvah morebiti grozijo v državi, v katero ga naša država napotuje. Se pravi, bili so samo točno določeni, taksativno določeni razlogi, kdaj se v bistvu
kdaj v bistvu nastopijo izjeme. Tukaj se pa zdaj je Ustavno sodišče takrat reklo, da je pravzaprav to preozko. In da je potrebno nasloviti tudi osebne okoliščine, tako imenovano individualno obravnavo. In to je bilo takrat z novelo uvedeno v zakon. Ampak zdaj nevladne organizacije opozarjajo, da gre samo za kozmetične popravke, da je to še vedno prekomeren in nedopusten poseg v človekove pravice. Na vse to so nevladniki, pa tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba opozarjali že ob sprejetju te novele zakona. Opozarjajo tudi, da so na Hrvaškem široko in verodostojno dokumentirane kršitve osnovnih človekovih pravic prosilcev za azil, poročila o zlorabah, zapiranju, ustrahovanju, odrekanju hrane, vode in nujne medicinske pomoči bi morala biti več kot zadosten alarm, da slovenska vlada preneha z vračanji in situacijo vsaj resno preuči, pravijo. Kako odgovarjate na te pomisleke? Tudi migranti sami poročajo, celo posnetke smo gledali v javnosti, kako so jih hrvaški policisti ob meji z Bosno in Hercegovino pretepali. To zdaj naslavljate drugo situacijo. To, kar zdaj izpostavljate, ni situacija po 10.a in 10.b členu zakona o tujcih, ampak tukaj gre za tako imenovano, bom rekla, Dublinsko uredbo in vračanje po Dublinu, nazaj v države, kjer je prosilec prvič zaprosil za pravico do azila. Ampak če pride do te kompleksne krize, se upravičujem, ker vam skačemo besedo, če to izglasuje državni zbor z absolutno večino, tako piše v zakonu, bo policija lahko že na sami meji ocenila, da pač ni sposobna... Glejte, bom rekla, tukaj gre za dve različni situaciji. Vračanje po tako imenovani Dublinski uredbi poteka znotraj azilnega postopka. Ko pa nastopi, bom rekla, tako imenovano stanje kompleksne krize, to razglasi državni zbor, da se razumemo, v tem ne odloča Ministrstvo za notranje zadeve ali vlada. Ko pa nastopi to stanje, je pa država v stanju, ko si prizna, lejte, pač, bom rekla, ali zaradi povečanega migracijskega pritiska, ali pa zaradi nekega drugega razloga, lahko bi bil recimo tudi neka naravna katastrofa, ali karkoli, to, da so resursi, bom rekla, države, ki niso neomejeni, ampak so usmerjeni mogoče v neko drugo področje, ali pa so preobremenjeni, mi vam v tem trenutku, bom rekla, azilnih postopkov ne moramo več izvajati. In takrat nastopi stanje, ko bom rekla, ko rečemo na meji, lejte, pojdite v prvo varno državo, ker vam bodo tam zagotovili azilni postopek. Ampak oni rečejo, da jih v tej prvi varni državi tepajo, med drugim. Lejte, A je to potem res varna država? Lejte, to je pa stvar potem konkretne presoje. V tem postopku bo imel prosilec možnosti navajati in tudi izkazati okoliščine. In potem se bo to individualno presojalo. Vprašanje še glede tega, kako je do sprejema tega vladnega mnenja prišlo. Poslovnik vlade določa, da morajo biti gradiva usklajevana z ministrstvi in vladnimi službami, ki jih zadevajo. Zdaj to mnenje se je znašlo na listi A, to je lista, o kateri pač ministri sploh ne, oziroma glasujejo v paketu, in na to listo so lahko uvrščena le predhodno usklajena gradiva, ki na pristojnih vladnih odborih niso bila deležna pripomb. Toda mnenje o zakonih o tujcih in o mednarodni zaščiti je MNZ po naših informacijah v medresorsko usklajevanje poslalo zgolj službi vlade za zakonodajo. Na pristojnem vladnem odboru za državno ureditev in javne zadeve pa je bilo uvrščeno na konec poglavja odgovora na poslansko vprašanje in pobude, o katerem so navzoči glasovali v paketu. Tudi iz koalicije je bilo slišati, da je bilo to mnenje nekako skrito, da zato ministri niso vedeli, o čem glasujejo. A je bilo skrito, a ga je notranje ministrstvo skrilo na tak način? Ali zakaj je bilo vloženo v taki proceduri? Lejte, to navajanje mene čudi, to mnenje je bilo, bom rekla, obravnavano in poslano po vseh standardnih postopkih, na voljo na portalu objavljeno skladno z poslovnikom. Gre pa to za mnenje o pobudi, in to mnenje je bilo zaprošeno Ministrstvo za notranje zadeve za to mnenje kot nosilec te zakonodaje. Bom rekla, tukaj ne gre za neko klasično medresorsko usklajevanje, bom rekla, ta člen, ker to načeloma ne zadeva drugih resorjev. Tako da bilo je pa to mnenje posredovano na vlado, pravočasno objavljeno po rednem postopku na voljo vsem, ki so imeli pač interes, da ga pogledajo.
Torej, zavračate očitke, da bi ga skrili? Absolutno. Kabinet predsednika vlade je MNZ-ju, torej notranjemu ministrstvu, odstopil poziv nevladnikov, da naj vlada to mnenje umakne. A ste o tem že odločili? Ne. Kdaj pa? Odgovor Ministrstva za notranje zadeve je še vedno v pripravi in bo v kratkem znan. Ampak glede na to, kar mi pripovedujete, bi lahko sklepal, da ga ne boste umaknili. To je vprašanje za vlado, a ne? To mnenje je Ja. vlada sprejela, a ne, na svoji seji, tako da zdaj je to vladno mnenje, a ne? Ministrstvo za notranje zadeve pa je podalo tako mnenje, kot ga je podalo v tem postopku. In bo vztrajalo, čeprav razumem. Mi stojimo za svojim mnenjem. Zdaj, če greva res k razlogom za takšno mnenje. Ne? V Sloveniji je letos do konca junija po podatkih policije 20.274 nedovoljenih vstopov v državo, lani v enakem obdobju 7.113, ne? To je krat 3. Praktično Hrvaška je z novim letom vstopila v Schengen, to je bilo nekako pričakovano, da bodo te številke zrasle, ampak a je to razlog za takšno mnenje notranjega ministrstva, pri katerem zdaj vztrajate? So te številke razlog za to mnenje, o katerem sva govorila? Glejte, to je samo ena izmed okoliščin, ki, bom rekla, je nekako tehtna tudi za upoštevanje, ni pa to zagotovo ne edini razlog. Glejte, te številke so pravzaprav na nek način tudi odraz tega, da policija, bom rekla, zelo dobro dela, da zaznava nedovoljene prihode na meji. Moramo se pa vsi zavedati, da je pač migracijski pritisk na Evropsko unijo, bom rekla, se povečal v zadnjem času, a ne, da se povečuje tudi migracijski tok po tej zahodno-balkanski poti, a ne, tako da številke se povečujejo. Ja, in očitno to je eden od razlogov za to, da menite, da ta vlada tak zakon potrebuje, 10a in 10b člen. Eden izmed razlogov, ker je tudi eden izmed razlogov, bom rekla, za nastanek kompleksne krize je pravzaprav tudi povečani migracijski tok. Ja, Katarina Vrvar-Strnad, direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, je sinoči za N1 dejala, citiram, reči, da je zakon o tujcih zdaj ustavno skladen, ker je na področju migracij prišlo do povečanja prihodov, je tako, kot če bi rekli, da lahko ukinemo pravico do zdravstvenega varstva, ker preveč ljudi potrebuje zdravnika. Jasno je, da povečan prihod prebežnikov nima nič z vprašanjem, ali sta 10a in 10b člen zakona o tujcih skladna z ustavo ali ne. Kako odgovarjate na... Ja, lejte, to je pač mnenje ene izmed predstavnicev nevladnih organizacij. Ministrstvo za notranje zadeve ni nikoli trdilo, da pravzaprav, da je to razlog ustavnosti tega zakona. Jaz sem rekla to, da je to samo ena izmed okoliščin, ki je pač tudi vredna upoštevanja, ne pa, da je to edini razlog, da mi vztrajamo pri tem. Lejte, na koncu bo imelo v postopku itak besedo ustavno sodišče. In tudi na ustavnem sodišču, v samem postopku, imajo ustavni sodniki različna mnenja. Zato, bom rekla, v temi, ki jo obravnavajo. Imajo pritrdilna in imajo, bom rekla, ločena negativna mnenja. Včasih diametralno nasprotna. In to ni popolnoma nič narobe. To je del demokracije. Pač mislimo različno. Bistveno je pri tej stvari, da ko bo prišlo do odločitve ustavnega sodišča, da se jo spoštuje. In tukaj Ministrstvo za notranje zadeve in vlada nima nobenih pomislekov, da ne bi spoštovala pač odločitve ustavnega sodišča. Ja, to je na Facebooku zapisal tudi vaš šef, minister Poklukar, ki pravi, da ne bo odstopil. Številke sicer rastejo, kot ste rekli, na vseh migrantskih poteh v Evropo. V Italiji letos več kot dvakratno število prihodov v primerjavi z enakim obdobjem lani. To so podatki italijanske policije. Zdaj, ali Evropa sploh že ima odgovor? Ali je to zgolj posledica odprtja po covidu? Ali se dogaja kaj drugega? Ja, lejte, celotna, bom rekla, ta mednarodna slika kaže, da so pač določena področja, bom rekla, politično nestabilna, tako da se pač ta migrantski val na Evropsko unijo, zlasti v tem sredozemskem delu, močno povečuje. Ja, tudi na evropski ravni se tukaj dogajajo spremembe, sprejet je bil, podprt je bil pakt o azilu in migracijah. To je nekak strateški dokument na ravni Evropske unije in Evropska unija bo tukaj, se vidi, da gre
pravzaprav bo urejala to tematiko z uredbami, ki so, bom rekla, instrument unifikacije, se pravi poenotenja migrantske in azilne politike, a ne. Tako da tukaj Evropa se vidi, da želi pristopiti enotno k temu vprašanju in pa na ta način tudi uveljavljati ta solidarnostni, bom rekla, moment med državami članicami pri nositvi bremena glede migracij. Ampak tudi v javnosti se vidi, ne, da so mnenja držav še vedno kar precej različna, seveda je odvisno, katera politična opcija je na oblasti, v kateri državi, a ne. A to zelo otežuje usklajeno postopanje držav članic na področju migracij? Ja, tako kot na vseh področjih, tudi tukaj ni nič drugače, ampak države članice se na to, bom rekla, usklajuje, dokler ne dosežejo tiste večine, ki je potrebna za sprejetje določenih dokumentov. Kaj boste naredili, če Ustavno sodišče ugotovi, da je tudi trenutno veljavna ureditev, ki jo podpirate, protiustavna? Katere ukrepe še lahko Slovenija izvaja za zmanjšanje nedovoljenih vstopov v državo? Glejte, če bo Ustavno sodišče to odločilo, mi nimamo nobenih težav s tem, da ne bi to spoštovali. Bom rekla, vsaka... Kaj vam še ostane, ne? Ja, mislim, vsaka, bom rekla, priporočilo oziroma navodilo, da bi bil postopek še boljši za ljudi, bom rekla, še bolj pravičen, je vsekakor dobrodošel. In če bo Ustavno sodišče dalo kakršnikoli, bom rekla, navodilo ali kakorkoli v tej smeri, a ne, da bo to možno razbrati iz njihove odločitve, lejte, bomo temu sledili, to vsekakor. Ampak verjetno morate imeti še kakšne ukrepe na voljo, ne, za uravnavanje, bom rekel, temu migracijskega toka. Ja, migracijski tok se bo pa kljub temu uravnaval tako, kot se že do zdaj, bom rekla, s tem, da se krepi policijsko sodelovanje predvsem, a ne, po vsej tej zahodno-balkanski poti, da se nekako Slovenija vključuje tudi na ravni EU v, bom rekla, v te procese oblikovanja uredb. In pa, bom rekla, pri izvajanju vseh tudi mehkih vsebin, da se nekako odpravljajo težave pri izvoru, se pravi v samih državah, odkoder izhajajo migranti. A je bila napaka napoved predsednika vlade in vlade, da boste odstranili ograjo na meji? Ali je tudi glede tega notranje ministrstvo kakorkoli spremenilo stališče, ali ste na mnenju iz začetka mandata te vlade še vedno? Ne, še vedno smo, bom rekla, kar se tiče tega mnenja, popolnoma enotni. Tukaj ni nobenih sprememb, migracije pač obvladujemo na druge načine, ampak same številke zaznanih nedovoljenih prehodov kažejo na to, da policija deluje učinkovito. In kako pa gre zdaj odstranjevanje ograje na meji z enako dinamiko kot doslej? Se je kakorkoli to upočasnilo? Ja, mislim, z enako dinamiko, kot je bila predvidena, a ne. Saj ta dinamika, bom rekla, razpotegnjena na določeno časovno obdobje, tako da, ja, poteka, ne rečem, da niso kakšni tehnični zapleti ali karkoli nastopijo, ampak to so pač težave na terenu, s katerimi moramo računati, a ne. In bo odstranjena tako? Ja, bo odstranjena. Zaenkrat ni drugačne odločitve. Zdaj, glede na to, da nam sosednja Avstrija še vedno ohranja nadzor na meji, prav tako ga ohranja na meji z Madžarsko zaradi povečanega števila nedovoljenih vstopov v državo. Slovenija seveda temu nasprotuje že vsa ta leta, ampak ni uspešna. Avstrija pa to podaljšuje. Zdaj je spremenjena situacija ta, da je tudi Hrvaška vstopila v Schengen. Ja. Hrvaška ima zelo zahtevno schengensko mejo, predvsem z Bosno in Hercegovino, pa tudi s Srbijo, en majhen del tudi s Črno Goro, ampak te meje je res ogromno, težko jo nadzirati. Vemo, da hrvaški premijer Andrej Plenković ni pristal na pričakovanja Slovenije in tudi nekaterih drugih članic, da na svojo mejo sprejme Frontex. Sprejeli so 6 inštruktorjev, bodo sprejeli, to je pa to, niso za. Kaj bo zaradi tega naredila Slovenija? Ali lahko zdaj Slovenija Hrvaški naredi enako, kot Avstrija dela nam že vsa ta leta? Ali se lahko zgodi in v kateri situaciji bi se to zgodilo, da bi tudi Slovenija uvedla vnovič nadzor na notranji schengenski meji?
Glejte, to zdaj jaz v tem trenutku zelo težko rečem. Kar se tiče nadzora, ki ga je uvedla Avstrija, mi mislimo itak, da je neupravičen, da pravzaprav najbolj otežuje življenje ljudem ob meji, bom rekla, na same migracije pa ne vpliva. Ne. Tako da bom rekla, tudi glede na to izkušnjo, ne, ki jo kaže to avstrijski ukrep, ne, da nekako nima tega učinka. Lejte, je to skrajni ukrep, sem prepričana, ki se ga bo poslužila Republika Slovenija. Tako da tukaj jaz mislim, da je treba nadaljevati z temi načini, kot jih imamo do sedaj, čim dlje. Lahko kaj poveste, samo še za konec, koliko več policistov zdaj recimo, ko ni več mejne policije, je na terenu, je na tem območju južne meje, kjer je teh nedovoljenih vstopov v državo največ. Kako ste ukrepili prisotnost policije na tem območju? Zdaj številčno vam zelo težko rečem, s temi številkami ne razpolagam, ampak ja, so pa v bistvu ukrepljenje, bom rekla, te policije za izravnalne ukrepe zlasti. Tukaj se je tudi del, bom rekla, zaposlenih, ki so bili v mejni policiji, zdaj pač prezaposljiv v te enote, tako da tukaj je prišlo do ukrepitve policije. Še vedno je pa tako, da več kot 80% ali celo 90% tistih, ki nedovoljeno vstopijo v državo, Slovenijo zapusti in gre naprej. Videli smo prizore, ko tudi večje skupine moških sedejo na avtobus, se odpeljejo, ga zapolnijo, se odpeljejo do Nove Gorice, tam izstopijo in gredo potem peš čez mejo, ker ni nadzora. To se še vedno dogaja, ne? Seveda, to se še vedno dogaja. Slovenija je za večino teh tujcev, ki ilegalno vstopijo, je pravzaprav tranzitna država, ni ciljna država, tako da tlele pravzaprav ni drugega mehanizma pravzaprav. Recimo, če oseba zaprosi za azil, izrazi namero za azil, se postopek začne, ampak ni nobenega mehanizma, da ostane tukaj na območju Republike Slovenije. Tako da večina, bom rekla, še preden se postopek dokonča, Republiko Slovenijo zapusti. Ja, in po podatkih policije to v 15-16 dneh v povprečju. Bomo videli, kako se bodo te razmere spreminjale v nadalje in seveda, kaj se bo tudi zgodilo z določbami zakona o tujcih in mednarodni zaščiti, ko pač pride odločitev Ustavnega sodišča. Za danes pa, spoštovana državna sekretarka, gospa Helga Dobrin, najlepša hvala, da ste bili gosti. Hvala tudi vam za vabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda o tem, ko bo sprejeta odločitev na Ustavnem sodišču, vas bomo obvestili tudi na n1info.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.